Hejla! Ta video je namenjen temu, da ti razjasnim, kaj je darilo, da imaš več telesnih procesov od Access Consciousnessa in ne samo, ne vem, enega, dva, morda tri. Pa ti bom dala takšen primer, da lažje ti približam, kaj je to darilo, ne? Zdaj, Access ima okoli 70 različnih telesnih procesov, ki podpirajo naša telesa in telesa živali tudi, in veliko njih lahko zaganjaš tudi na rastlinah. Okay? In zdaj, zakaj bi se jih naučila več? Sej imam tega, ta je ful dober za ne vem kaj, ne? Kaj mi bo? Zdaj pa tako, vsak dan ješ hrano, je tako. Kaj ješ vsak dan, v vsakem obroku eno in isto hrano, torej tisto eno ali pa dva živila, ali ješ različna živila? Evo, še bolj podrobno primer. Ješ za zajtrk malco, kosilo malco in večerjo vsak dan pašto na belo, ali pašto z, ne vem, bolognese, ali, ne vem, ješ zeleno solato samo, ali ješ samo čokolado? Ne. Naša telesa, ja, se boš najedu. Ok, lahko vsak dan, za vsak obrok, 100 let, ješ vedno samo kruh, ali ješ vedno samo jogurt, ali ješ vedno samo jabolko. Se boš najedel kot človek? Ja, tvoje telo bo sito. Ampak moje vprašanje je, bo tvoje telo prejelo vse tisto, kar potrebuje, s tisto enolično, samo eno ali pa dvemi različnimi živili? Ali tvoje telo sprašuje in potrebuje več različnih živil? Ni fora v tem samo, da je naše telo sito. Torej, da nimam občutka v želodcu, da nekaj bi jedla, sem lačna. Fora je v tem, da naše telo prejme vse, kar potrebuje. Je tako? Zato raznoliko, uravnovešeno hrano. Okay? Zato, da telo prejme to, kar rabi. In če telo prejme to, kar rabi, potem je telo zdravo, vitalno, srečno, mi smo zadovoljni in vse štima. Je tako? Enako je z temi telesnimi procesi od Access Consciousnessa. Jih je ogromno zaradi tega, ker skupno je pri vseh telesnih procesih, telo se sprosti, počutiš se še bolj prijetno, okay? Ampak so ful različni med sabo, ker eni podpirajo to sfero, eni drugo, eni so bolj za to, eni bolj za nekaj drugega. Zato je ful dobro vprašati se, mi bo ta telesni proces doprinos. Če se udeležim te delavnice in naredim še ne vem kateri telesni proces, kaj bo to dobro za moje telo, mi to meni res koristi, bo moje življenje lepše, bolj lahkotno. Tako da, evo, v to vas vabim. Dajte bolj biti v stiku s telesom, dajte bolj opazovati, kaj je tisto, kar vaše telo potrebuje, kaj je tisto, kar vam bo ustvarilo še več lahkotnosti, več sreče, več radosti, več zadovoljstva in več zdravja posledično. In da se boste vi v vaših telesih počutili res fuluno, top. Ker če spet dam primer s hrano, če ješ non-stop samo na isto hrano, ne vem, če ste kdaj to doživeli, pač iz takšnih in drugačnih razlogov. Jaz recimo sem, ne? In recimo, če sem 2 dni bolj na nekih, ne vem, pašti in kruhu, ker pač druge možnosti nimam, moje telo se ne počuti dobro po 3 dneh, se mi zabaša prebava, ne morem iti na WC, ne? Se počutim ful bolj utrujena, glikemični indeks na 5000 in nisem lahkotna. Okay? To je fora. Tako da, kaj bi bilo potrebno, da slediste vašemu telesu, ste v vprašanju in ko vidite, da nekdo od nas, ki smo facilitatorji za te telesne procese od Accessa, objavi kakšno delavnico telesnega procesa, da se vprašate, telo, a bi bilo to dobro za nas, a potrebujemo to, a mi bo ta telesni proces koristil in ne razmišljati z umom, z glavo, ne, se tisti je podoben, okay? Ker to bi bilo ne, pašta, ne bom jedla, ne vem, riž, se to je podobno, ne, ma ne, ni podobno, ima čisto drugačne v bistvu sestavine, čisto drugače deluje v tvojem telesu, lahko je oboje ogljikov hidrat. Okay, ampak ni enako, je drugače. Recimo, moje telo se ful boljše počuti bolj lahkotno, če jem riž, kot če jem, ne vem, pašto ali kruh. Mi pa tudi dostikrat paše iti na ne vem, pico, okay? Tako da sledite svojemu telesu, vprašajte se in katerikoli telesni proces vas pritegne, lahko tudi mi napišete, kaj je to, kaj mi lahko poveš kaj več.
prej valjda klikni na tisti link, preveri, ker se potrudim opis narediti, da vam približam, vedno so kakšna mnenja udeležencev. In če imate še kakšno vprašanje, dajte mi napisati, dajte me vprašati, se ni narobe vprašati. Okay? In ne obstaja neumnih in brezveznih vprašanj. Rajši vprašaš, prejmeš zavedanje, prejmeš tisto, po čemer sprašuješ in morda se pa lažje odločiš in vidiš, ne, mogoče to res ni zame, ali pa, ja, to bi bilo pa ful dobro zame. Ali pa se je zgodilo, to je ful dobro za mojo mamo. Pol veš mami in pol ji dovoliš možnost, da izbere lahko tudi, ne, me ne zanima, ali pa, ja, bi šla, ne. Tako da, ja, zato je več telesnih procesov, da podprejo naša telesa na vse možne načine in da imaš več teh procesov na voljo, da ko se karkoli dogaja s tvojim telesom, da lahko vprašaš, kjer je teh procesov, ki jih znam, kjer mi bo zdaj pomagal. Jaz sem recimo včeraj, sem peljala hčerko pa še njene sotekmovalke, sem bila ena izmed prevozov, ki jih je bilo itak polno in smo jih peljali na tekmo, ne? In valjda navijaš, ne? Mislim, valjda zame, v mojem vesolju sem navijala. In navijamo in so bile 3 tekme in veš, ful setov in dogaja in ploskam, se derem in tako. In ko sem prišla domov zvečer, slučajno, ne, sem opazila, ne vem, če se bo še videlo, se vidi malo, vidiš tlele, imam to malo viola, no včeraj je bilo še hujše. In sem opazila dejansko, da me boli tlele, ta del dlani in sem videla, zatečeno, imam podplodbo od toliko ploskanja, ne. In sem bila telo, kateri proces ti bo pomagal? In sem si pol nekaj zagnala in je že bilo takoj boljše. Če ne drugo občutek tega butanja, bolečine in s telesnimi procesi od Accessa dejansko lahko podpremo naše telo od znotraj, da telo prejme sestavine, dajmo reči, prejme tisto, kar rabi za to, da je hitreje, lažje, bolj sproščeno, naredi tisto, kar more, torej pozdravi tole na moji roki in to ne naredi telesni proces. To naredi moje telo, ker telesni procesi ne zdravijo. Telesni procesi od Accessa podprejo naše telo, da naše telo dobi vse, kar rabi, da lahko telo samo sebe pozdravi. Ker to je ključ. Telesa so ful sposobna in mi pozabljamo na njih, jih ful zanemarjamo. Teleso so darilo in kaj bi bilo potrebno, da skrbimo za njih? Saj veš tisto, ne? Če imaš mladostno, zdravo, sposobno telo, je življenje ful lepše, kot če te vse boli, ne moreš to, ne moreš ono, ne moreš tretje. Tako da dajte lepo skrbeti za telesa, dajte jih vprašati, kaj potrebujejo. Ko rečem, dajte vprašati telo, kaj potrebuje, dejansko se sprašuješ, telo, kot da se pogovarjaš, ne vem, z nekom. Ja, kaj si želiš, kaj potrebuješ, kaj ti lahko danes podarim, kako ti lahko pomagam, kaj lahko danes naredim zate. In karkoli je, izberite, ne čakati, ker potem, ko se obotavljamo, ko zanemarjamo telo, ko čakamo in čakamo, kaj se zgodi? Telo se poškodujemo, zbolimo in se začnejo neke kronične stvari dogajati, ker telo ima preveliko pomanjkanje nečesa. Če pa sproti skrbiš za telo, ne pride do tega. Če pa je že prišlo do nekega pomanjkanja, do neke poškodbe, do nekih težav, lahko začneš spraševati zdaj, ker nikoli ni prepozno, in začneš zdaj podpirati svoje telo, da se hitreje postavi na mesto, pride k sebi in se sestavi. Tako da, pogledam koledar mojih dogodkov, na žareksreče.si med dogodki, kaj imam trenutno razpisano in če te kaj od tega pritegne, prijavi se, pridi. In kako lahko še boljše kot tako. Lep dan, čau, čau.